Živijo, moje ime je Robert Lisac in na tem kanalu se pogovarjamo o tem, kako biti varen, fit in pripravljen kot moderni samuraj. In danes se bomo pogovarjali o zelo podcenjenem udarcu, ki se ga zelo redko uporablja, pa jaz osebno ne vem, zakaj se ga ne uporablja, ker je precej, zelo hitro se ga nauči, zelo naravn je in po mojem zelo uporaben, ker lahko zelo hitro onesposobi nasprotnika. Torej, pogovarjali se bomo o hemerčku, torej hemer, hammer, hama, torej kladivo. Pri kladivu, ko ga uporabljamo, udarjamo navzdol in tukaj gre zelo za podobno stvar, kaj ti udarjamo z tem delom navzdol. V borilnih športih ta udarec zasledimo predvsem pri MMA-ju, ko se stvari odvijajo na tleh in ko zgornji, torej tisti, ki je zgoraj, udarja na človeka navzdol in to je že več ali manj tudi vse. Uporablja se na področju borilnih veščin tudi v filipinskih zadevah, kajti oni izvirajo predvsem iz delom z nožem in z palicami, torej enka in dvojka. Govorim zdaj o teh dveh udarcih, ki jih uporabljajo, oziroma če imajo nož z rezi, če imajo palice z palcami, in je tudi gib zelo podoben. In Filipinci na koncu, ko odložijo orožje, pristanejo na hemerčkih, ker je zelo podoben gib kot z orožjem. Torej, kaj pa ciljamo z tem udarcem? Ciljamo predvsem nos, ves predel glave, pač odvisno, kaj ga imamo, in vse, kar lahko dosežemo. Tudi ključnica se splača, zaradi tega, ker če se zlomi ključnica, potem v bistvu cel sklep, torej roka kot nevarnost, potencialna nevarnost odpade, ker je nasprotnik ne more več uporabljati. To sem že videl tudi na treningih, ko je kolega padel in se je zlomil ključnico, s tisto roko ni mogel nič več. Torej, ko vletimo noter, kako to sploh uporabljamo? Ponavadi je to tako, da štartamo iz neke ograjice, torej temu bi lahko rekli zakamuflirane borbene stoje, in lahko zakrijemo vid nasprotniku in potem tudi že sledi hemerček, kamorkoli, torej v vse te tarče, ki sem jih že omenil, ali pa po raznih udarcih. In potem, ko se človek skloni, takoj, ko ga imamo malo na nižji ravni, lahko že uporabljamo hemerčke. Lahko jih uporabljamo tako, da udarjamo, ne da ga držimo, in lahko ga tudi nasprotnika držimo in potem udarjamo. Tako da, to je zelo kvaliteten udarec. In tako kot sem že rekel na začetku, ne vem, zakaj se ga ne uporablja veliko več. Kajti meni osebno se je lažje naučiti hemerček, pa lažje učiti druge verjetno hemerček, ker je dosti bolj naravni gib, kot pa uppercut, torej nekaj, kar gre navzgor. Jaz mislim, da, pa jaz nisem bokser, tu bi bilo treba vprašati bokserje, da je dosti lažje se naučiti hemerčke, kot pa pravilno izvesti v pravem trenutku uppercut. In še nekaj, zdaj, če smo bom rekel naravnih gibih, ker vsi gibi so naravni, ampak bom rekel lažji gibi, ki so mogoče bolj v naši krvi. Če pogledamo, kako se tepejo opice, šimpanzi, ne uporabljajo uppercutov, ampak prej uporabljajo gibe navzdol, in zadeve funkcionirajo. Če funkcionirajo pri opicah, funkcionirajo verjetno tudi pri nas, oziroma neverjetno, 100%. Tako da, kdaj in kako jih pa lahko uporabljamo? Zdaj, če mi stvar ne treniramo, ne moremo pričakovati, da bomo to tudi potem znali uporabljati v praksi, v sparingu ali pa v borbi ali pa na ulici. Tako da te stvari je tudi treba trenirati na fokuserjih, na vrečah, z partnerjem, drugače to ne bo šlo. Tako da, postopno je treba to znanje o hemerčkih vpeljati v našo igro. Hemerček si bomo tudi ogledali, mislim, je tudi pogosto snov v mojih samoobrambnih tečajih, v kratkem imamo tudi spet enega, in del te igre bo tudi ta udarec, zelo pomemben del te igre, ker
Jaz osebno se držim načela keep it simple and stupid, torej naj bodo stvari čim bolj preproste, enostavne, že skoraj stupid, neumne, tako da lahko naučiš tudi neumnega človeka, kajti to so stvari, ki delujejo potem v praksi, pa ko pridemo pod velik pritisk, pod stres, pa v neko kritično situacijo. Vse fancy tehnike odpadejo. Evo, če ste na YouTubeu, prosim, oziroma če ste zdaj zaznali neko vrednost v tem, kar sem zdaj pripovedoval, bi bilo fajn, če se naročite na kanal. Če ste pa na Facebooku ali pa kjeri drugi platformi, pa bom ful vesel, če zadevo delite. Toliko za danes, se vidimo v naslednjem videu. Čau!